prisrčen sprejem za tako dobro udeležbo. Vidim, da moral gospod župan povečati dvorano. Zelo vesel sem, pravzaprav ganjen, zdaj, ko sem slišal te besede izpred 25 let. Spomin je takoj pobegnil nazaj v tiste prednovoletne dni leta 1991, ko smo Slovenci dihali svobodo. To je bil čas, ko smo sprejeli tudi novo ustavo. To je bil čas, ko so najavili, da nas bodo mednarodno priznali. Te obljube so prišle iz Svetega sedeža, iz Evropske unije, iz nekaterih drugih močnih, pomembnih držav po svetu. Nekaj tednov nazaj, takrat se je iz slovenske zemlje odšel zadnji vojak okupatorske jugoslovanske armade. Svoboda je bila v zraku. Takrat, če ni bilo takšnih državnih praznikov, kot so danes, tudi proslavne takšnih, improviziralo se je in, kot je bilo rečeno, prvo obletnico zgodovinske odločitve Slovencev za samostojno življenje v samostojni državi smo takrat zelo prisrčno, pa tudi skromno proslavili ravno na Koroškem. Takrat je tudi Ministrstvo za obrambo podelilo prva priznanja nekaterim za zasluge in, kot je bilo rečeno prej, kot sem dejal, tudi pred četrt stoletja, Koroška ni bila izbrana slučajno. Zaradi tega tudi z moje strani še posebej prisrčen pozdrav vsem veteranom, tistim, ki so branili slovenske in koroške meje v tistem usodnem času, pa tudi vsem, ki ste takrat na Koroškem pomagali in dihali z njimi. Bili so časi, še posebej konec junija in tistih prvih dneh julija leta 1991, ko je bilo vse na nitki. Dejansko je bilo vse na nitki, ko pravim vse, mislim tudi na življenja, predvsem pa na življenje samostojne Slovenije, ki je bila komaj nekaj dni prej proglašena. In ravno v tem življenju so jim stregli, pa so nam stregli. Še prej, preden smo mi samostojno državo sploh razglasili 26. junija, je 13. oziroma Reški korpus jugoslovanske armade zasedel večino primorskih in goriških mejnih prehodov. Potem so padali tudi številni drugi mejni prehodi. Zelo malo jih je ostalo v slovenskih rokah. Koroška se je borila. Koroška se je borila, borila se je Prlekija, borila se je Dolenjska, borila se je Štajerska in potem so se borili vsi. In tudi tisti mejni prehodi, ki večina teh, ki so prej na Primorskem, Goriškem, Korenskem praktično vsi prešli v roke jugoslovanske armade in zvezne policije, so bili zavzeti nazaj. In v dveh usodnih dneh vojne za Slovenijo je bila usoda spet v naših rokah. Ampak če bilo tisti, ki so vztrajali od samega začetka, tukaj mislim predvsem na branilce mejnih prehodov na Koroškem, Holmca, Viča, še nekaterih drugih po Sloveniji. Še bilo Srečka Lisjaka, ki je nazaj osvojil mejni prehod Rožna dolina. Potem se je stvari lahko obrnile drugače. In če Slovenija ne bi obvladovala meje, če bi nas zaprli nazaj v jugoslovanski prostor, seveda mi bi lahko bili marsikje, ker cele Slovenije niso mogli zasesti. Lahko bi imeli vlado v Ljubljani in tako naprej, ampak samostojna Slovenija bi počasi v naslednjih tednih izdihnila. In na to se je računalo. Na to se je računalo
tudi nekaj posameznikov znotraj države v Sloveniji, ki niso verjeli v slovensko osamosvojitev, nekateri so celo aktivno delali proti njej, je računalo na to, da bo jugoslovanska vojska pač zasedla meje, zaprla zračni prostor, Slovenijo odrezala od sveta, kar bo seveda v nekaj tednih povzročilo tudi gospodarsko in kasneje socialno krizo, povzročilo politične posledice, padec vlade, nova oblast bo naklonjena Jugoslaviji in konec slovenskih sanj. Danes, ko nekateri biografski oziroma srbski zgodovinarji pišejo knjige o razpadanju Jugoslavije, tudi o vojni v Sloveniji, se zve marsikaj, tudi iz nasprotne strani, ko preberamo spomine človeka, ki je formalno poslal vojsko nad Slovence, takratnega predsednika zvezne vlade Anteja Markovića. Vidimo, da so bili dogovori z nekaterimi v Sloveniji, da po tako imenovani operetni osamosvojitvi spet pridejo nazaj tisti, ki si želijo Slovenijo v Jugoslaviji. In dejansko je šlo za las. Dejansko je šlo za las. Ne glede na to, da je bila za nami tako imenovana plebiscitna, se pravi skoraj soglasna odločitev slovenskega naroda in tudi številnih drugih naših sodržavljanov, ki so takrat volili z nami za samostojno Slovenijo. Kljub temu bi se lahko spižili. Če ne bilo tega poguma, že od samega začetka in velik del tega plamena poguma je gorel tukaj na Koroškem. In nikoli ne bo dovolj priznanj in zahvaljevanja tistim, ki ste imeli takrat, tisti peščici pravzaprav, fantov in moški imeli takrat usodo Slovenijo v svojih rokah. Žal se je veliko tega, kot je bilo že prej rečeno, pozabilo. Tista enotnost, ki je Slovenijo dejansko prevevala v, absolutni, ampak v daleč večinski meri tako o plebiscitu, kot kasneje, ko smo to plebiscitno odločitev morali braniti, je bila potisnjena nekako v oklepaj. Kljub temu, da je v teh dneh, jutri bo pač natančna obletnica tistega dne, slovenski narod prvič v svoji zgodovini pisal sam svojo usodo. Kot bi rekel prej, citirani pesnik Ivan Cankar, narod si je opisal sodbo sam, samo enkrat si je v slovenski zgodovini slovenski narod dejansko pisal sodbo sam in to je bilo na plebiscitu. Vsak pripadnik naroda je imel možnost, da se odloči, ali bo živel v samostojni državi ali ne. Malo je držav, ki je nastalo na tak način, na tako demokratičen način, na tak način, da ni možno najti nobene senčice dvoma v demokratičnost odločitve in to kljub temu, da so bile razmere težke. Ko je Demos dobil pičlo večino na prvih demokratičnih volitvah aprila leta 1990, je v programu in strategiji Demosa pisalo, da bo slovenska osamosvojitev potekala na ta način, da bo skupščina sprejela novo ustavo in potem bo razpisan referendum o tem, da tudi državljanke in državljani glasujejo za ali proti tej ustavi samostojne Slovenije in na ta način po tako imenovani ustavni poti pridemo do lastne države. Ampak ker tiste prve večstrankarske volitve niso bile v celoti svobodne, kajti na podlagi splošne volilne pravice smo lahko volili samo dva zbora tiste skupščine, zbor tako imenovanega združenega dela, pa se je volil samo v podjetjih, kjer nove Demosove stranke niso smele imeti organizacij in so lahko samo nekateri kandidirali. In tam stara partija dobila 70-80%,
in v skupnem seštevku ni bilo dvotretjinske večine. In imel Demos samo pičlo večino v takratni skupščini, ni mogel sprejeti ustave samostojne države, ker je takratna opozicija nasprotovala in po tej ustavni poti ni šlo. Vrstili so se predlogi za plebiscit pred sprejetjem ustave. Prvega je dala ravno mladina oziroma podmladek naše stranke, že spomladi leta 1990, potem še nekatere druge stranke, ampak to so bili pač predlogi, ki so bili dani v slovenski javnosti, niso imeli praktičnih posledic. Praktične posledice je imel sklep poslanskega kluba Demos v Poljčah 9. oziroma 10. novembra 1990, na podlagi katerega je potem prišlo do pogajanj vseh strank v takratni slovenski skupščini, do dogovora o okviru, formalnem okviru za plebiscit in potem do samega glasovanja. Ampak tudi takrat ni šlo tako gladko, kot danes govorimo. Mi smo prazniku samostojnosti dodali tudi besedo enotnosti. Jaz mislim, da upravičeno, ampak ko je Demos predlagal plebiscit, ko je dr. Jože Pučnik še isti večer to oznanil na nekem zborovanju v Rušah oziroma v Slovenski Bistrici in so naslednji dan časopisi v Sloveniji šli z naslovi Slovenci bomo šli na plebiscit o samostojni Sloveniji še pred Božičem in se tam odločilo lastni usodi. Dr. Jože Pučnik je bil po tej najavi en teden deležen strašnih medijskih napadov. Takratni predsednik predsedstva Milan Kučan je dejal, kdo je Pučnik, da nas bo pošiljal na plebiscit. In dva tedna je trajalo, da se je ta napad na to odločitev nekako umiril. Umiril pa se je zaradi tega, ker so ankete, ki so bile objavljene, pokazale, da pa ljudje to podpirajo. Že ankete so kazale, da prepričljiva večina Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov takrat podpira to odločitev in zaradi tega je potem tudi opozicija pristala na pogajanja. Demos je popustil pri večini. Opozicija zahtevala najprej dvotretjinsko večino vseh, potem pa absolutno večino vseh, kar pomeni, da glasuje tudi tisti, ki ne gre na plebiscit. Ker se tudi tisti glas šteje proti, Demos je popustil. Čeprav so bili mnogi dvomi v zvezi s tem, izplačalo se je, da je to zaupanje v slovenski narod bilo upravičeno in dobili smo rezultat, ki dejansko predstavlja nek empirični dokaz odločitve Slovencev o lastni usodi in to odločitve z velikansko večino. 9 od 10. Malo je takšnih rezultatov, nobenega enakega primera ni v zgodovini sveta in nastajanja različnih držav, tako da smo na to lahko dejansko ponosni. In tisti čas je spremenil mišljenje marsikoga. Za samostojno Slovenijo glasoval tudi marsikdo, ki ni pripadal v Demosovi politični opciji, ki je še kako leto prej razmišljal povsem drugače, ampak tisti čas je marsikaj spremenil. In neka enotnost se je takrat dejansko oblikovala, zato praznik, ki je danes državni praznik, upravičeno nosi naziv dan samostojnosti in enotnosti. In zaradi tega dejstva, zaradi poguma in ponovno izpričane enotnosti, ki smo jo Slovenci izkazali pol leta kasneje, ko je bilo treba to plebiscitno odločitev, ki je bila razglašena, tudi braniti, je to obdobje od, recimo temu, prve ubeseditve Slovenskega nacionalnega programa modernega časa v 57. številki Nove revije, pisateljske ustave, ki je nastala na tej podlagi roške oziroma slovenske pomladi, prvih strankarskih volitev v 2/3 svobodnih
plebiscita za samostojno Slovenijo, obramba samostojne Slovenije, boj za mednarodno priznanje. To je nek čas, ki je za Slovence svet čas. To je nek čas, ki mu sociologi pravijo vrednostno središče naroda. To je čas, ki narod ne deli. Danes, kljub tej jugonostalgiji, ki jo nekateri mediji povzdigujejo in potiskajo v ospredje različnim stran potem, ki jih nakazujejo predvsem tisti, ki se jim je samostojna Slovenija zgodila, pa si jo niso želeli. Kljub temu je odnos velike večine živečih generacij, tudi generacij, ki so bile rojene kasneje, do slovenske osamosvojitve, do tega, da živimo v samostojni državi na lastni zemlji, pozitiven. V zgodovini Slovenije ni časa, ni obdobja, ki bi Slovence tako združil kot ravno obdobje osamosvojitve in slovenske pomladi. Imamo tudi prej v zgodovini neko sjajno obdobja silnega poguma naših prednikov, zaradi katerega smo sploh obstali. Ampak nimamo pa časa, ki bi bil čas takšne enotnosti in tudi čas takšnega uspeha. Vsaj pomnimo, v naši znanji zgodovini takšnega časa. In to je velik dar, to je velik čudež, to je dar Božje milosti. Nimajo vsi narodi tega, mnogi ga imajo, tudi takšni, ki imajo takšen čas manj poudarjen, znajo to bolj živeti in bolj izkoriščati za prihodnost, kot pa to znamo mi. Od tistega prvega leta, od tiste proslave tukaj v soseščini pred 25 leti naprej, so bile vedno neke dileme, kako obeleževati ta dan samostojnosti, tudi dan državnosti. Ne na lokalni ravni, pa na občinskih proslavah, krajevnih proslavah, pa naprej, te so bile skoraj povsod vedno prisrčne, dobro obiskane, ampak na državni ravni pa se je tukaj večinoma dileme, včasih smo gledali proslave, ki bile lahko sicer nek soliden kulturni dogodek, ampak ne pa proslava dnevu državnosti. Premalo veselja je bilo v tem, premalo direktnih povezav, veliko, da smo slišali ali pa poslušali razne pridige politikov Slovencem, kaj ne delajo, namesto da bi se veselili tega daru. In seveda, to je povzročilo nek čas, ki ga še vedno živimo, čas nedokončane tranzicije, čas izgube ali pa zanemarjanja številnih vrednot in čas odmika od tega vrednostnega središča slovenskega naroda. To je čas krize. Sociologi pravijo, da bolj nekdo upravlja državo v nasprotju z vrednostnim središčem, na katerega se je oblikovala, večja je kriza. V tej formuli je tudi rešitev. Če hočemo, da iz takšne krize izidemo, potem je pač potrebno v ospredje postavljati tista zgodovinska obdobja, ki so Slovence združevala, ne pa tiste, ki so jih razdruževala ali delila ali celo povzročala tragedijo naroda. In o tem, ali nekdo Slovencem želi dobro ali slabo, potem lahko mirno sodimo po tem, katero obdobje slovenske zgodovine nekdo potiska v spredje. Če nekdo potiska in slavi tisto obdobje, ki je bilo obdobje delitev in razkola in mori in državljanske vojne in tako naprej, potem je tukaj za politično računico, nikakor pa ne za delo za dobro prihodnost. Čas slovenske osamosvojitve pa je čas, ki
ki je vrednostno središče, ki je trajno, ki bo preživelo toliko časa, dokler bo živel slovenski narod, in to še zelo dolgo. Ne glede na to, kakšni časi so pred nami. In tega se je pač potrebno zavedati. In Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, soorganizator te današnje slovesnosti, je ustanovljeno ravno na podlagi tega spoznanja. To je neko klasično veteransko združenje, ki bi združevalo zgolj tiste, ki smo takrat nosili uniforme, ampak je to združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je odprto za vse, stare in mlade, za vse ljudi, ki se zavedajo tega vrednostnega središča slovenskega naroda, ki je nastalo v času slovenske osamosvojitve, in ki se zavedamo, da bo Slovenija živela normalno in se razvijala normalno, če se bo z državo upravljalo v skladu s temi vrednotami, ne po nasprotju z njimi. Bolj bo to spoznanje, splošno spoznanje v Sloveniji, prej bomo nehali tavati in iskati rešitve tam, kjer jih ni, ali pa enostavno zamegljevati dejanske probleme. Slovenci smo glasovali za lastno državo iz različnih osebnih razlogov. Skupni imenovalec tega motiva pred 26 leti je bila želja po normalnem življenju. Želja po tem, da je bilo treba iti spat zvečer in se bati, ali se bomo naslednji dan zbudili v državi, kjer bo vojaški udar. Želja, da bi živeli v državi, kjer ne bo treba dinarjev že dopoldan zamenjati v marke, zato da inflacija ne bo pojedla 10% plače v enem dnevu. Ne bo treba po kavo in kavbojke čez mejo, ker so dalo benzin normalno kupiti, ker ne bo treba na avto čakati 3 mesece ali pa 2 leti. In tako dalje. Skratka, želeli smo si neko normalno življenje zase in za otroke. In velik del teh sanj se je Slovencem uresničil. Ne pa vse. Tisti del, ki je ostal neuresničen, predvsem zaradi tega, ker se velik del tega časa, zadnjih 25 let, Slovenija skušala upravljati nasprotju z vrednostnim središčem, stran od vrednot slovenske osamosvojitve, ki so Slovenijo ustvarili. Slovenija kot samostojna država in suveren narod postavljen na evropski in na svetovni zemljevid. In del te Slovenije, ki se je pred 25 leti borila v Koroškem, Štajerskem, Dolenjskem in širom drugod, del te Slovenije je zaspalo v tem času. Del te Slovenije je obupalo. Videli so, da stvar ne gre nikamor. Mnogi so obupali. Rekli so, številni naši rojaki so rekli, kaj nam pomaga demokracija, en glas nič ne spremeni. Vse je tako, kot je bilo. Smo še vedno drugorazredni. Pravila ne veljajo za vse enako. Slovenija še vedno ni domovina za vse. Ne živimo v nekem domu, kjer vlada pravičnost. In so ostali doma, ko je šlo za to, da uporabljajo edino orožje, ki je v demokraciji orožje sprememb, to je volilni glas. Vsak ima en glas. Bogat reven, tisti, ki je bil za Slovenijo, tisti, ki je bil za Jugoslavijo, vsak ima en glas na volitvi. Tisti, ki potiskajo Slovenijo stran od tega vrednostnega središča, vedno najdejo načine, tudi takšne, ki jih financirajo z denarjem ukradjenim iz državnih bank. V 2 krajah slovenskih državnih bank
v zadnjih 25 letih je bilo ukradenega toliko denarja, da je vsakemu med vami, vsakemu, ki v Sloveniji plačuje davke, bil ukraden avtomobil srednjega razreda. Zavedajte se tega. Ko slišite 5 milijard, vam to nič ne pomeni. Ko te vsote pretvorite v realne stvari, se zavedajte. V teh 25 letih je bil vsakemu med vami, ki plačuje davke, ukraden avtomobil srednjega razreda. In del te luknje bodo plačevali tudi še naši otroci. In številni, in seveda s tem denarjem se da ukrasti volitve, in to se je v Sloveniji večkrat zgodilo. In to je velik del Slovenije, ki se je pred 25 leti borila za to, da bomo živeli normalno, pasivizirali. Je zaspalo. Danes je velik del osamosvojitvene Slovenije postal del speče Slovenije. In v Sloveniji bo spet drugače. V Sloveniji se bo spet zbudilo upanje, da lahko postanemo druga Švica, kar je popolnoma legitimen in normalen cilj in dosegljiv. Slovenci smo skozi različna obdobja zgodovine dokazali, da znamo ravno tako dobro gospodariti, da v enakih pogojih dosegamo enake rezultate, da lahko zelo hitro napredujemo, da lahko nekaj letih bistveno zmanjšamo zaostanek z evropskim povprečjem, z zahodnoevropskim povprečjem. Samo upravljanje s tistim, kar skupaj združujemo od davkov in prispevkov, upravljanje z državo, mora biti pač pošteno, v skladu z vrednotami, ki so to državo ustvarili. In tisti del Slovenije, osamosvojitvene Slovenije, ki ni zaspal, vse med vami, ki ste danes v tej dvorani, štejem med ta del, ste ne bi sem prišli, bi šli na kakšne druge proslave, ki se spominjajo času, ki so Slovenijo razdelili. Ampak ta naš del, aktiven, zavestni, rekel nespeči del osamosvojitvene Slovenije, bo moral biti prihodnje bolj glasen. Bolj bomo glasni, prej se bo tudi ostali speči del osamosvojitvene Slovenije zbudil. In se na naslednjih volitvah ne bo zgodilo, da bo polovica Slovencev ostalo doma, razočaranih, ker mislijo, da ni rešitve za to, da ne bi več drugorazredni. Tisti, ki spi, se težko sam zbudi, potrebuje budilko in vsi med nami smo lahko ta budilka. In čas, ki je pred nami, ne samo leta, že meseci, ki so pred nami, bodo prinesli velike spremembe. Svet okrog nas se spreminja. Od tega, kam bodo te spremembe svet in Evropo in nas za njo pripeljale, tega ne vemo. To se še ni zgodilo in še ni določeno. Rezultati bodo odvisni tudi od tega, kako bomo mi ravnali. Tudi kako bodo drugi ravnali, ampak tudi od tega, kako bo Slovenija ravnala. Po letu 2004, ko smo postali del Severnoatlantskega zavezništva in s tem ukrepili svojo varnost, kot še nikoli doslej, smo postali del Evropske zveze, Evropske unije in s tem dobili priložnosti za razvoj, kakšnih prej še nikoli nismo imeli. Prej se je vedno slovenska akumulacija, to, kar so delavci ustvarjali na ravnah, ali naši gospodarstveniki z pridnim gospodarjenjem ustvarjali. Del tega se je prej vedno odlival kam drugam, v Beograd, delno prej v Rim, ko gre za Primorsko, prej na Dunaj. Zdaj pa živimo v nekem času, ko se
del akumulacije, ki jo ustvarjajo bolj razviti v Evropski uniji, preliva tudi k nam. Prvič nekaj, od leta 2004, Slovenci prvič lahko nekaj investiramo, kar nam drugi dajo. Prej smo vedno mi dajali za nerazvite in tako dalje. Tako smo v nekem ugodnem okolju. Tega se treba zavedati in zato se treba tudi boriti in ga treba braniti, ker je to zdaj ogroženo. In to ugodno okolje, kot tudi neposredno nismo pravzaprav prvič v zgodovini, saj že zaenkrat še ne ogroženi od sosedov, od tega širšega okolja, to je zlata doba za nek narod. To je treba znati izkoristiti. Je pa to zdaj zaradi teh vetrov sprememb, ki pač pihajo preko Atlantika in predvsem Sredozemlju, z Bližnjega vzhoda, na prepihu. Te stvari niso samoumevne. Mir ni samoumeven, zahodna zavezništva niso samoumevna, NATO ni samoumeven, Evropska unija ni samoumevna. Nič od tega ni Božje kraljestvo. Lahko danes je, jutri tega ni več. Kdor kaj pozna starejšo zgodovino, ve, da so propadali tudi imperiji, ki so bili sijajni. Se je treba tega zavedati in v tem predpišnem času mora biti Slovenija močna. Močna pa je lahko, če je enotna. Če smo bili enotni, smo pred 25 leti vztrajali, stali in obstali in zmagali proti sili, ki je bila teoretično neštetokrat močnejša od nas. Brez tankov, topov in bojnih letal. Brez kasetnih bomb. Brez divizij. S pogumom, s teritorialno obrambo, s policijo, z pametjo, z pravo strategijo. Vse to potrebujemo tudi danes. Časi niso tako resni, kot so bili pred 25 leti, so pa zahtevni. Smo del nekega prostora, ki ga velik del ostalega sveta vidi kot prostor blagostanja. Socialni dodatki na mesec, ki jih dobi prosilec za azil v povprečju v Evropi, so večji, kot je povprečna plača na afriškem kontinentu. Hkrati je povprečna starost v Evropi med 40 in 50 leti, bliže 50 po 40 leti. Na afriškem kontinentu je povprečna starost med 20 in 30 leti, bliže 20 leti. Cela Afrika, bruto domači proizvod celotne Afrike je nižji, kot je bruto proizvod ene Kalifornije, ene ameriške zvezne države. Pred 50 leti je bila rodnost v Evropi še enkrat više kot danes. Danes je Evropa in mi smo del tega prostora v očeh drugih bogata, prostor blagostanja, hkrati star. Okrog nas je demografska ekspanzija. In prihaja čas, ko sem solidarnost ne bo dovolj. Tistim, ki trpijo, pač treba pomagati. Ne boš pa nikomor pomagal tako, da najprej uniči sebe. Torej, ne v prihodnih letih, v prihodnjem letu bodo predvsem volivci v Nemčiji in v Franciji odločali o tem, kam bo šla Evropa in ali bo obstala. Bolj kot mi, roko in srce. Slovenci pa morajo biti pripravljeni na vse scenarije. In na to bomo toliko bolj pripravljeni, koliko bolj se bomo zavedali zahtevnosti časa, ki je pred nami, koliko bolj bomo enotni. Zdaj sami presote ali
tisti, ki trenutno upravljajo za Slovenijo, vodijo našo barko v to smer ali v tako drugo. S tem se niti ne bi ukvarjali na ta dan, ko pravzaprav praznujemo. Nek dosežek, ki bomo tako ali drugače morali v bližnji prihodnosti varovati in braniti. Je pa to nekaj, o čemer moramo razmišljati, je to nekaj, o čemer moramo govoriti tistemu delu osamosvojitvene Slovenije, ki danes spi. In to je nekaj, kar moramo imeti pred očmi, ko bomo naslednjič lahko uporabili ključno orožje, ki ga ima vsak v demokraciji, to je en glas. Tisto, kar je Slovenija pred 25 leti dosegla, pa tudi tisto, kar smo dosegli v teh 25 letih, ki se je Slovenija vseeno uspela na lestvicah razvoja, v primerjavi z tem, kje smo bili, takrat te je vredno braniti. Ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij. In na tej točki je treba odpirati oči tudi tistim, ki mislijo, da je to vse samoumevno. Da je samostojna Slovenija padla z neba. Da zato na Holmcu ni bilo treba nikomor umreti. Da se je podaril Berlinski zid in železna zavesa in da je iz tega, kar samo po sebi prišlo tudi do samostojne Slovenije. Ali celo, da so slovenski komunisti odšli z nekega kongresa in je nastala samostojna Slovenija. Marsikaj od tega danes kdo misli, glede na to, da je ta čas slovenske osamosvojitve potisnen, ko gre za prevlado v javnem prostoru v ozadju. Pred nami je nek čas, ko se bo pač odločila, ali bo Slovenija životarila, ali pa se bomo spravili skupaj, tudi v smislu večje enotnosti, in naredili iz tega državnega okvira, ki ga danes imamo, dejanski dom in domovino. Se pravi, prostor, kjer vlada pravičnost in kjer merila velja enako za vse. In tak prostor, kjer vlada pravičnost, imamo ljudje za dom. In za ta dom ste se borili na Viču, na Holmcu, pri Dravogradu, drugod po Koroškem, drugod po Sloveniji. Ne za neko birokratsko tvorbo, si reče država, ampak za dom in domovino. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, kjer se združujemo, je združenje domoljubov, kjer se tega zavedamo in kjer se zavedamo tudi teh izzivov, ki so pred nami. Potencijali slovenskega naroda so tukaj, so dobri, še vedno. Omogočajo, da ustvarimo dovolj dela, dobro plačanega dela, delovnih mest doma. Da mladim in drugim je bilo treba s trebuhom za kruhom. Največja grenkova v 25. obletnici samostojnosti, ki jo obhajamo letos, je to, da vsako leto tisoči in tisoči mladih odhajajo v tujino s trebuhom za kruhom. Tega ni treba. Tega res ni treba. Še 8 let nazaj je Slovenija, leta 2008 je Slovenija izdala 100.000 delovnih dovoljenj za tujce. Drugi so hodili delati v Sloveniji. Toliko je bilo dela in delovnih mest. V približno enakih pogojih v istem narodu. Vprašanje razlike je vprašanje upravljanja. To sami veste. Ko gre za družinski proračun, ko gre za podjetje, ko gre za krajevno skupnost, ko gre za občino,
in ko gre za državo. Lahko gospodariš dobro, lahko gospodariš slabo. In naš cilj je seveda, da imamo oblast, ki gospodari dobro, ker pravila igre veljajo za vse enako, kjer vlada ne poskrbi samo za Ljubljano, ki poleg vseh ostalih ugodnosti da še 300 dodatnih milijonov, za ostale pokrajine pa nič. Pa nobenega resnega protesta. Slovenci smo tukaj izjemno potrpežljivi. Predstavljate si, da avstrijska vlada podpiše sporazum z županom Dunaja, kjer zagotovi Dunaju še 300 dodatnih milijonov, ne ostalim zveznim deželam v Avstriji pa nič. Mislim, da bi Avstrijci to mirno gledali. Ne bi. Mi pa. Tudi tukaj na Koroškem ne vidim kakega velikega razborjenja v zvezi s tem, pa gre v bistvu to za kraj denarja iz vaših žepov. Ljubljana je na 120% evropskega povprečja. Tukaj ste na 70-80. Tudi zdaj potrpežljivost je lepa čednost. Velikokrat je treba biti potrpežljiv. Včasih pa, kot pravi naš prijatelj Tone Kuntner, se treba tudi razjeziti. Ko se dogajajo takšne očitne krivice. In v prihodnem letu se jo kdaj treba tudi razjeziti. In uporabiti demokratične inštrumente, ki jih imamo, da stvari spremenimo. In kot rečeno, za to, kar smo pred 25 leti dosegli, se pač splača boriti in te sanje ohraniti tudi za namce. Hvala vam, ker se skupaj trudimo v tej smeri. Pred nami so kot trije prazniki, vsak po svoje pomemben. O enem smo danes veliko govorili, kljub temu, gledam to, da uradni dnevi še nastopijo. Vsem skupaj želim ponosno praznovanje dneva slovenske samostojnosti in enotnosti, vesel in blagoslovljen Božič in vse dobro v novem letu, v katerem moramo biti bolj glasni, da prebudimo ostali del speče osamosvojitvene Slovenije. Hvala lepa.